Beletrina v živo. Marjan, hvala, da smo lahko prišli tukaj v tvoje okolje, za tvojo mizo kamnito. Ti si stopljen s tem okoljem. Tukaj so nastajala že prejšnja tvoja dela. Pravzaprav je Zrno od Formentona nadaljevanje romana Šavrinke, ne? In zanima me, kdaj se je oblikovala ta ideja, da bo prišlo do tega nadaljevanja? Torej, Gračišče Marija Franca, ko je izšla knjiga, roman Šavrinke, je začela Marija takrat, kot je prej neprestano pripovedovala o Šavrinkah, o teh ženskah, jajčaricah. Je potem začela neprestano govoriti o pržonu, o zaporu. Je kar bruhalo iz nje. Dan za dnevom, kadarkoli sem prišel na obisk, vedno isto, ne, govori. In ne reče nič, da naj to napišem. Potem minejo meseci, mineta 2 leti, in pa jaz si rečem, kaj, da bi o tem pisal, ne. Pravzaprav idejo je ona dala, ker je nekega dne rekla, potem, ko mi je že veliko povedala, je rekla, ker se nisem prebudil, nisem razumel, je rekla, Marjan, kaj pa ona štorija od pržona? Kdaj bomo pa to napisali? Prav rekla. Jaz sem kar obstal, kaj, da bi to napisali. Nikakor mi ni šlo v to, da bi o tem pisal. Te je ona pravzaprav spodbudila, ne? Nisem želel pisati o tem. Čutil sem njen odpor in strah tudi. Sej, kako si čutil ta ustvarjalni proces, ne? Ker v času Šavrink, vem, si mi pripovedoval, kako si bil v enem posebnem zanosu, da si kar tekal okrog hiše, ne? Ja, v ekstazi. Prav v ekstazi. Kako je bilo pa tu, ne? Tu si sicer šel tudi celo z Marijo Franca, torej tem tvojim virom, tem tvojim glavnim likom. Si šel z njo po teh njenih zaporov, se pravi, sta šla skupaj pogledati te kraje. Ko sem se odločila, sem rekel, dobro, pa dajmo še to napisati, ne. Potem mi je rekel, ja, pa moramo iti v Pulo, da vam pokažem. In so šla najprej v Pazin, v tisto sobo grozno, ker je ona doživela noč s podganami v Štramacu, ne. Ko so lovili njenega brata, ki je zbežal z vlaka. In potem so šla v Pulo in v Puli mi je vse razkazala. Zapor, pa vse tiste poti, vse, čisto vse. In potem sem poskušal, da bi začel pisati tukaj v Kažeti, ne, v Gucih. In sem spet padel not, jaz tem pravim, da padeš not, ne. In se stvari kar same po sebi dogajajo. Ni treba misliti, kaj bom in ko, kar teče. Pišem, no kako teče, prav, ste se me spraševali včeraj, da kako sem mogel jaz tako živo videti te zapornice in zapor in vse odnose znotraj zaporov. In se pa spomnil, sem gledal dokumentarni film o Michelangelo. Se ga vprašam, kako morate narediti tak kip, ne? In saj on pripeljali smo ogromno groto, ogromno skalo, ne. Je rekel, vse kar samo nastaja. Tako je tudi samo nastajalo pri meni Šavrinke in Zrno od Formentona. Kar teče. Samo to je res... Ne vem, kako gre to, ne vem od kod. To je res neverjetno, ne? Ker recimo te šavrinske zgodbe, se pravi zgodbe potovk, ne? Se pravi teh, ki so trgovale žensk med Istro in Trstom, to so pravzaprav dokaj pozitivne, vesele zgodbe, čeprav tudi polne trpljenja, ne? In težkega življenja. Ampak tukaj pa gre za zapornice, ki so bodisi po krivici zaprte, se pravi nosijo v sebi eno velikansko bolečino, bodisi so res, ne, kriminalke, ki seveda tudi določene z nekim posebnim trpljenjem.
Ampak kako si to, a si to imel kakšne podatke o teh ženskah? Kako si jih tako globoko začutil, da jih lahko to pestro, to res celo paleto značajev začutimo? Cele noči in učil na šoli. Neprestano bil v nekem neverjetnem, ekstatičnem, blaženem, srečnem stanju. To pri Šovrinkah, se pravi, ko je šlo za njihovo predvojno življenje. Pri Šovrinkah. Ja. Ko sem začel pa roman pisati, sem bil tesnoben. Tesnoben in nekako tistega ekstatičnega stanja ni bilo na začetku. Potem se je nenadoma nekaj premaknilo v meni. In sem rekel, če sem Šovrinke napisal, bom tudi to zmogel. Ker je bilo informacij dosti manj kot pri Šovrinkah. Povejva, to dogajalo, da da je te kar teklo. Kar teklo. In potem, ko so ljudje brali to, je rekla Marija, to vam nisem povedala. Pa imate notri, pa to vam nisem povedala, pa imate notri. Kdo vam je to povedal? Rekel, nobeden. To je ta nekako pronicnež za duhom v en drug čas, v tisto stanje in stvari grdo tečejo. Ker pravzaprav tega povojnega obdobja, teh dveh oziroma še več meja, tu v Istri, in tega tudi kontrabanda, se pravi tihotapljenja, tako blaga kot ljudi, tega pred tabo ni čisto nihče še popisal. In najbrž je bila to zelo težka naloga. Tudi je šlo. Ja, tudi zaradi... Je šlo in se je javilo isto kot pri Šovrinkah. Čim sem hotel kaj po svoje napisati, iz svoje glave, se je ustavilo. Pri Šovrinkah vedno izredno močno. Čim sem skrenil, da iz svojega ega pišem, je bila blokada. In tisto noč, tisto večer nisem več nič napisal. Isto je bilo pri Zornu od Formentona. Dokaj je prihajalo skozi mene in teklo na list, je bilo v redu. Če sem pa kaj po svoje naredil, se je tudi ustavilo. To je to. Se pravi, nisi imel prav nobenega ženskega lika kot model, razen Marija Franca kot vir informacij? Sem imel, smo se pogovarjali tudi z drugimi zapornicami. Ampak v glavnem je bila Marija tista, ki je bila vir pripovedi, zgodb in živosti in resničnosti tega dogajanja. Jaz sem potem trikrat me opozorila, je rekla, Marjan, ona najhujše stvari ne dati not. Najhujše stvari so bile res hude. In si upošteval to. Ko je bila v sežanskem preiskovalnem zaporu, pa v Pazinu tudi. Zanimivo pa, da v samem zaporu v Puli je prišla ena milina. Pravno morje, Istra in stvari niso bile več na nož. Kljub temu, da so bile zapornice in so bili čuvaj in je bil direktor zapora in je bila policija in specialni zasliševalci in tako naprej. Nekako se je omililo vse skupaj. Ja, ta se ne znam razložiti. Katina, ki je torej lik v romanu, ki povezuje tako Šovrinke kot Zrno od Formentona in je pravzaprav to Marija Franca, ki je bila tvoj vir, je v bistvu ves čas en tak moralni kompas, že v Šovrinkah in tukaj tudi. In tudi meni se je zdelo skoraj da nepojmljivo, kako si to opisal, kako dobro si opisal ta njen prehod od obsojanja teh žensk zapornic, do prav gnusa, ki ga je čutila ob prihodu tja, do sprejemanja, do potem nekega popolnega razumevanja. Ona jim potem v zaporu tudi pomaga na vse načine, kolikor pač lahko, čeprav tudi vedno pove svoje neko stališče, etično. Moramo razumeti, torej ni besed, s katerimi bi opisal grozo, ko je prestopila prag zapora in se znašla v celici. To je bila taka ogromna sprememba. Ona je živela v naravi, v
hodila z onimi osličkami, sagami, zajci sem in tja. In nenadoma se znajde v temi, v mrazu, med stenami in z groznimi ženskami. Gnusnimi ženskami, kot je rekla, ne, potem. In potem, kako je počasi začela gledati s srcem, jaz temu pravim, več ne z razumom, ne z obsojanjem, ne z ta je to naredila, ampak je začela, kaj jaz vem, najbolj kot tistega fanta dobila v varovanje, ki je bil gej, ne. Ko je razlaga, zakaj je on v zaporu. Kako ni mogla kapirati, kako, zakaj. Dolgo je trajalo, da je ona razumela, zakaj gre, kdo je gej. Pojma ni imela o tem. Ko je to dojela, je postala njegova mama, njegova mati, njegova zaščitnica. Ga varovala, ga ni več obsojala. Ko pomalne tudi nehala obsojati vse druge zapornice. Ki so imeli res hude grehe, ali pa tudi ne. Ja, in zdaj, ko praviš, ne, o tem odnosu med njo in tem fantom, ki mu je postala mama, kakšen je bil pa njen odnos do lastnih otrok, ne? Tudi... Veš, kaj je bilo najhuje? Najhuje je bilo to, da ves čas, vse mesece zapora, ki niso povedali nič o njenih otrocih. 4 otroci so bili doma. Ona ni vedela o njih nič. In oni niso, potem, ko je bila doma, in ko je prišla iz zapora, je prišla, zakaj me niste prišli obiskati? Mati, smo rekli, vse zapore smo obiskali, vsem smo povedali, da iščemo mater, Marijo, Franca. Vsi so rekli, da je ni v zaporu, da nimajo pojma, marš, skinite. In smo bili tudi v Puli, 3-krat. In v vseh drugih zaporih, ki so jih obiskali, vsi 4 otroci. 2 sina, 2 hčerki. Vsi so rekli, je ni, nimamo pojma, kje je. In potem, ko jim je mama, ko je prišla iz zapora domov, je rekla, zakaj me niste nikoli obiskali? Mati, so rekli, vse zapore smo obiskali, vsi so rekli, da vas ni. In ko ona pride, jo čakajo z večerjo. In ko odpre vrata, je 3-krat vprašal, Marijo, ste res to rekli? Ja, je rekla, sem rekla. Otroci moji, naj se zgodi karkoli, maj obupati. To je rekla. Potem so se usedli v tišini, pojedli, brez besed. Ampak to pa je rekla. Zelo pomembno, bistveno navodilo. Otroci moji, naj se zgodi karkoli, nikoli obupati. No, mislim, da se... Kolikor se jaz spomnim tega, ko imam krize. Ravno to sem hotela reči. Mislim, da se tudi ti tega držiš, ne? Ker tukaj, tudi zdaj, ko gledamo te tvoje kamnite stopnice, to tvoje... Tukaj je zelo kruto življenje, je mrzlo, je hladno. Tako. Je treba kuriti, najprej drva narediti. Sekati drvo nosim gor, pepel dol, 4 mesece, najmanj. Je zelo trdo, ampak se reče, če so oni vse to vzdržali, in Marija, in vsi drugi, pravzaprav ne, bolj gre za nekaj drugega, gre za to, da človek mora biti špartanec v takih razmerah. Ali vzdržiš, ali pa ne vzdržiš in greš. Jaz nimam nobenega bojlera tukaj. Ni hotel sin montirati bojler, sem nekaj ne. Ker so navajeni na mrzlo vodo, vse v mrzli vodi. Se navadiš na to. Ko prijem jaz z Volmo, odprem pipo, je vedno topla voda. Takoj obrnem na mrzlo. Celo telo se navadi na mraz. Ni nič hudega, vse je okej. Kako se pa v ta okvir tega špartanskega življenja vključuje tvoje ustvarjanje? Kaj tudi zdaj, recimo, kako zdaj živiš in ustvarjaš? Ob 3 pišem posebne zgodbe, ki nimajo nobene zveze z mojo literaturo. Z nobeno literaturo mojo. Ne vem, odkot je to prišlo. Vedno dobim idejo, ko grem na sprehod gor na Četurn, tle okrog. Hodim in naenkrat je zgodba o meni, ne vem, odkot.
In so posebne zgodbe. Ni, no, nič ni, moja literatura v nobenem obdobju do zdaj ni primerljiva s tem, kar pišem. Ampak je umeščena v nek prostor, tudi istrski, ali je prav tudi izven prostora in časa? Prostor je indiferenten, neopisljiv. No, Razen nekatera zadnja zgodba pa ima, ja, to nivoga, ki so jo orali s traktorjem. Traktor so, en ogromen traktor je tukaj gor pri vinogradu od Škorje. So ga odložili, ga več ne rabijo, ne. In potem ta traktor začne pripovedovati prva obdobje po vojni, ko pride ta traktor in orje. In kmetje gledajo to čudo Božje, kako orje, ne. In iz orje malo šenturski zaklad, novce rimske, iz orje. No, ampak pravim, ti delaš zelo tako dobro delo, da tako rečem, za Istrane, ampak tudi za vse slovenske bralce, ker teh zgodb tukaj v tem obmejnem prostoru v resnici ne poznamo, ne, so pa pomembne za celotno skupnost. In v tem smislu se mi zdi, da so prav zgodbe, mislim, oziroma da je zgodba v romanu Zrno od Fermentona zelo pomembna, ne. Zakaj je Zrno od Fermentona ima napis tisto, da je vse izmišljeno, vsaka podoba z resničnimi dogodki je naključna. Zato, ker se Marija neznosno bala, da jih bodo spet prišli aretirati, spet zaprli in spet mučili. Zato tudi ni želela, da se... proti objavi tega. Tako, ni želela, da izide in... Ni hotela nič. Želela pa je, da je napisano. To je zanimivo. Vedela je, da mora biti napisano. Ampak se je ni nepojmljivo bala. Mogoče opišeš malo ta proces, kako je šlo. Iti ga premagati, ker če tega romana nikoli ne bi bilo. Pa je drugi del njenega življenja. Prvi del je svoboda, šovrinke, igrive, hodijo, oslički, kot Kristusi. In so vesele in srečne in komunikativne. In imajo svoje stranke po vseh, prijatelje, zaščitnike, zaveznike. Vse teče, vse je super. In Trst, in Koper, in globoka Istra, vse do Limskega kanala in še globlje. In pol pride ta tema. To mora biti grozno. Križev pot. Križev pot. Ni besed, katerimi bi lahko to opisali. Ampak potem si ti pomagal pravzaprav, da se je tega strahu rešila, ne? Ko si vztrajal pri tem, da knjiga izide. Ja, glej, ko je knjiga izšla, je trpela neznosno v strahu, da bodo zaščitniki, to so bili policaji, spet prišli in jo aretirali in zasliševali in mučili. Ko se potem nič ni zgodilo, začela pomirjati. In začela uživati v 3 knjigah, ki sem jih jaz spodbudil, oziroma jo prepričal, da ne iste štorije, kot jih je meni pripovedovala za šovrinke. Tudi ona zdaj to napiše, bomo izdali njeno knjigo. Potem počasi se je pomirila in so bile predstavitve šovrinskih zgodb Marije Franca. Prvi del, drugi del, tretji del. Takrat se je osvobodila strahu, takrat je bila srečna. Kaj pa Ko je Lela Dobrin je naredila predstavitev njene knjige v Lopari, je že nastopala, je bila že pršona v dolini, v šoli sem bil tam. Je bila blažena in srečna. Zdaj imam nekaj napisano, ko je prva njena knjiga, šovrinske zgodbe, Japelj, urednik, je prinesel in natisnil. In ona je tisto knjigo najprej držala v roke tako, potem mi je dala tako, kot da nosi otroka, in je hodila po kuhinji sem in tja, in ponavljala isto, kaj tu leti zdaj moje, šovrinske zgodbe, njene zgodbe, ki jih ona pol napisala, ne? Kaj tu leti zdaj moje, tu leti zdaj moje. Ja, je rekel Japelj, Marija, to je vaša knjiga. In pa smo delili še drugi del in tretji del.
Sem rekel, prav je, da so zdaj to 3 knjige, ki pričujejo, da se jaz v Šavrinkah kot romanopisec nisem nič izmislil. Ja, ta vajin odnos je bil itak nekaj Izjemen, posebnega. Tako izjemen. kot praviš, kot si mi pripovedoval, te je v bistvu ona izbrala, ne? Oziroma dovolila, da prideš kot učitelj k njej živeti. Spor. Dragi moj, pričam, svojim življenjem pričam, vse, kar bom povedal zdaj, je res. Mene je leta in leta in leta vleklo v Gračišče. Hrepenensko, ta beseda, hrepenensko vleklo v Gračišče. In me je Slavko, ta učitelj, ki je učil gor, je rekel, Marjan, zakaj te vleče v Gračišče? Je rekel, ne znam. Je rekel, jaz moram peti v Gračišče. Povej mi, ko bodo rabili slavista, da se prijavim. Ko so rabili slavista, da se jaz nisem prijavil. Sem šel v dijaški dom. In potem čakal naslednji razpis in takoj šel gor. In ravnatelj pravi, v odmoru, prvi dan pouka, v odmoru bomo šli k Mariji, da vas vidi, da se odloči, ali vas sprejme ali ne. V odmoru res gremo. Zorman, ravnatelj Zorman, potem Marjan, predsednik sindikata. In gremo zaskrbljeni, kaj bo Marija rekla. Marija je bila zunaj pometala z eno tako iz leskovih vej metlo. In pravi ravnatelj Mirko, pravi, Marija, smo vam pripeljali tega maestra. On se ustavi in mi pogleda, gor, dol, gor, dol. In reče, odločno in jasno, ja, vzamem ga. Ljubi Bog, ni rekel, da mu sobo, vzamem ga. In tako je bilo. In potem si bil pri njej ves čas Jaz pisanja. rekel pogoj, jaz rekel, ravnatelj je pogoj, da pridem učiti, je to, da mi date sobo, ker bom pisal. Nisem imel pojma, kaj bom pisal. Vedel pa sem, da bom pisal. To je bilo to. In Marija je začela govoriti. Vedno po pouku kava in potem govori. Potem me končno spusti in zvečer, ko prišel, spet pripoveduje te štorije od Šavrink, Jajčaric. Pripovednica je bila enkratna. Rojena pripovednica. To je čudo Božje. In zdaj vem, zakaj me je vleklo. Hrepenensko vleklo gor. Morate nekaj razumeti, ljubi Bog. Morate razumeti, da sem jaz za 7 let, jaz sem 7 let gor bil, za 7 let zapustil mojo družino in mojo ženo in prihajal z Benina, se pravim, da pridem in da so soboto, nedeljo doma pri njej in pri družini. So to tudi tukaj domačini že sprejeli te zgodbe za svoje, vsaj te šavrinske zgodbe. Ne vem pa, če še že dovolj poznajo in če so jih že sprejeli tudi te povojne zgodbe. Kaj se tebi zdi? Stran in jaz. Vesna, ti si stranka. Jaz bom povedal. Kadarkoli se jaz z strano pogovarjam s katerim koli ali stranko, skoraj vsak mi reče to. Ja, vem, dobro si napisal te istrske zgodbe, Šavrinke, Kažoni, Oštrigesa in tako naprej. Ampak nisi iz stran. Zakaj mi to vsi rečejo? Vem, da nisem iz stran. Nikoli se nisem imel za iz strana. Nikoli. Nikoli, nikjer nisem rekel, da sem jaz istrski pisatelj, ker nisem. Jaz sem pisatelj, nisem pa istrski, ker nisem iz stran. To je logično. No, jaz mislim, kot rečeno, da mogoče je najprej se težko pogledati v ogledalo, ne, v teh tvojih romanih, potem pa sprejmemo in to sliko in tebe, jaz sem prepričana, da te imamo danes za svojega. Jaz vem samo nekaj, vesno, meni je bilo to dano. Ta beseda je absolutna. Ker ni bilo nikogar drugega.
Tu sem merila bolj na to. Veš, zakaj ni bilo Ja. nobenega drugega? Zakaj strani niso pisali o sebi? Brez dlake na jeziku bom povedal. Benečani so tukaj gospodarili. Stoletja in stoletja in stoletja so jim topili v glavo, da so motika in krampi, nič drugega. In oni absolutno niso niti pomislili, da bi lahko sami pisali. Šele potem, ko smo zbrali istrske štorije v Gračišču, ljudske zgodbe in ljudske pesmi, se je začelo odpirati. Odpirati, zdaj tudi pišejo. Meni je nekdo enkrat rekel, Marjan, ti imaš spoštljiv odnos do Istrano. To je Edelman rekel. Rekel, ja, res, spoštljiv, zelo spoštljiv odnos. In nam manjka z vsemi temi ogromnimi makinami spoštljiv odnos do mravljice, do hroščka. Celo zimo so prihajali smrdljivci. To so eni hrošči, jaz spoštujem hrošče. In mi lazili, jaz sem pisal, vedno se zgleda, da je prišel po žici, ki pripelje elektriko v računalnik. Potem je šel po robu gor na monitor in z monitorja dol me gledal. In si pustil pri miru. Edino, ko so tečnarili z njih nos ven, ubil pa ne. To je spoštljiv odnos. To je čudež življenja, vsaka malenkost. In do tega moramo biti spoštljivi, ker je ono čisto v vsem. Pa če temu rečete Bog ali ne, obstaja. Zdaj pa ti zaključi. Nekaj, kar je treba začutiti, ne? In se prepustiti, tako kot ti počneš. In zato lahko tudi toliko ustvarjaš in tako prepričljivo ustvarjaš. Ne? Ravno zato, ker začutiš to ono. Ne? Ker meni je bilo, recimo jaz tukaj živim že 40 let, te kažeti. In so prihajali ljudje in se hoteli kupiti. Enemu sem že skoraj prodal. Ko sem pa videl, kako ste za ženo že načrtovala, kako pa so to in to porušili, tisti hip sem rekel ne. To je 300 let staro. V tej kantini je živelo skoraj 20 ljudi, pa še 8 notri. Vse tisti kamni, ki so gor, so bili izkopani tukaj. To je galerija narave. To je narava delala tukaj. Pa pogledali. Beletrina v živo.